Jernej Kunc na začetku ni kazalo, da bi tako lahko prišli do zmage, ampak potem pa ste kar naenkrat eksplodirali dobesedno sredi prvega polčasa in po tisti eksploziji praktično nadzorovali potek dvoboja. Ja. Vedeli smo, da bo danes to ena zelo težka tekma, nasprotnik zelo neugoden, imajo te svoje poteze, ker smo jih v bistvu smo se pripravili na njih tudi na treningih. No. Ampak ja, zabili smo tisti prvi gol, potem je nasprotnik odprl, kako bi temu rekel, zabili še dva v bistvu v isti minuti. Do konca polčasa še enega, če se ne motim, je bilo 4-0 polčas in to nam je v bistvu dali tisti povod za drugi polčas tudi, no, da smo ga v bistvu lahko mirno začeli. Nasprotnik je mogel stisniti, takrat niso njim ostali nič drugega, ne. Smo zabili še tistega enega. Pa je bilo to v bistvu to. Na koncu drugi polčas, kako bi rekel, mi neki šanse, oni neki šanse, ampak ni bilo nič tako resnega, da bi smo odločili že v prvem polčasu, po mojem. No, kaj vas čaka sedaj? Kaj za vas pomeni ta zmaga za prihodnji tekmi? Ja, ta zmaga za nas je bila v bistvu zelo velika, no, kako bi rekel temu. Zdaj smo se odcepali, kako bi rekel temu, kar rečemo pri nas v klubu, ta zmaga nam je prinesla 6 pik. Ja, no, nekako smo se malo odcepali od tistih, ki nam najbolj dihajo za vrat. No, in še zadnje vprašanje, s kakšno uvrstitvijo na koncu prvenstva bi bil ti osebno zadovoljen? Jaz osebno bi bil zadovoljen 3., 4. mesto, ampak bomo videli, kako se bo na koncu v bistvu vse skupaj razpletel. Mi bomo pač delali po najboljših močeh, naredili tisto, kar je treba, pa bomo pa videli, kaj na koncu. Na koncu visok poraz, tekma je bila odločena praktično sredi prvega polčasa, 3 zadetki v 2 minutah je malce preveč. Ja, razočaran sem nad pristopom ekipe, mislim, da smo danes komplet kot ekipa razočarali. Res je, da nam določene težave niso šle po godu, že tako nas je malo, pa poškodoval se je na srečo dobil Cuklinc. Pred tekmo se je že vedelo, da Lazarević tudi ne bo mogel, tako da je odigral le par minut in nekako smo bili primorani igrati s temi 5 članskimi igralci plus mladino, ampak to ni izgovor. Kljub temu odnos ni bil pravi, ni bilo tiste borbe, tistega fajta, ki pričakujem na domačem terenu in posledično, če je Vrhnika bila močnejša v duelih, je tudi rezultat pričakovan. Kaj za vas pomeni ta poraz, glede na ostale tekme, ne prav veliko? Oplast, ki je za vami ni igral, Ptujčani pa so izgubili doma. Ja, mislim, da je zdaj pač s porazom Ptuja nekako odločeno, kdo se seli v dodatne kvalifikacije. Moj cilj sigurno ni bil 8. mesto, ker nekako zdaj se bomo poskušali temu izogniti. Vemo, da bo težko, vemo, da treba še koga zmagati, ampak v tem stanju ne vidim, na kakšen način bomo to dosegli. Ampak imamo kaj jokati. Vedeli smo, da bo težko prvenstvo pred sezono, številni odhodi, pomlajena ekipa, novi igralci, nove minute in nekako smo izborili ta četrtfinale, mogoče na nekako žalosten način s porazom 5-1 doma od Vrhnike. Ampak kaj ćemo, to je futsal, gremo naprej v Škofjo Loko, probati stisniti maksimum in vsaka točka bo dobrodošla, na koncu bomo videli. Če bomo naleteli na Dobojec, bomo pač se verjetno kar hitro poslovili.